Pozdravljeni. V programu za dvig čustvene zrelosti se bom predvsem ukvarjal z enim od osnovnih problemov odraslih ljudi. In to je, da bi morala odrasla oseba več problemov rešiti, kot jih ustvari. Drugače ne more skrbeti za nasledstvo, se pravi za potomce, ki pa zaradi svoje otroške nemoči niso sposobni reševati problemov, zato potrebujejo nekoga, ki jih zna reševati še tudi namesto njih. To pa lahko primerno izvede samo oseba, ki zna svoje probleme ali probleme, do katerih pride v njegovem življenju in seveda tudi v družini in službi, reševati dovolj učinkovito, da jih več reši, kot jih pa ustvari. Pri neprimerni čustveni zrelosti je seveda tako razmerje slabše in oseba sploh na določenih področjih svojega življenja več problemov naredi, kot jih pa reši, zato je na takem področju življenja nemočna in zaradi tega potrebuje pomoč drugih ljudi ali se pa tega področja življenja izogiba, ker do njega čuti močen odpor. V takem primeru se potem življenje obrne v smer, da razvijamo določeno odvisnost ali več odvisnosti, zaradi tega, ker želimo spremeniti ali pa se izogniti ukvarjanju s področji, v katerih nismo dovolj učinkoviti in imamo slabo ali preslabo razmerje med rešenim in storjenim. Seveda to pol vodi v kronične težave tako pri nas samih, kot v odnosih, od katerih smo odvisni, ali pa odnosih s tistimi, ki so odvisni od nas. V programu bom razlagal o čustveni zrelosti in o načinih, kako dvigniti učinkovitost uporabe čustev, ravno zaradi tega, da lahko sodelujoči bolj jasno začutijo, na katerih področjih imajo kronične probleme, ali pa, če to že vedo, zakaj do teh problemov pride, da bojo bolj znali poimenovati, določiti in bolj jasno definirati, kaj je dejanski problem in s tem seveda bistveno dvigniti svojo sposobnost, da probleme pravilno določijo, nato pa jih tudi učinkovito rešijo. In boljše, ko bo razmerje med povzročenim in rešenim na določenih področjih življenja, lažje boste živeli in seveda na ta način se dvig čustvene zrelosti spremeni v način, kako zmanjšati kronične težave v življenju, za katere nekaj časa jih mislimo, da jih nimamo ali pa jih nočemo opaziti, potem ko postanejo pa dovolj resne, dovolj moteče ali pa jih opazimo na ljudeh, ki so okoli nas, nas prisilijo, da poskušamo nekaj storiti vezano na to in pogosto ne vemo, kako to narediti. Pri AIQ metodi se dvigovanja čustvene zrelosti lotevam na celovit način, tako da se spremeni tako zavest, kot podzavest, kot telo. Seveda je za tak proces potrebno več kot 5 tednov, koliko traja program, ampak v programu v tem času boste dobili dovolj razlag, ki bojo dovolj pogoste in dovolj kratke ali pa ne preobsežne, da si boste lahko zapomnili. Razumeli boste vpliv podzavesti, vpliv vzorcev, zakaj nekaj, kar vemo, da za nas ni dobro, tako težko naredimo, ali nekaj, za kar vemo, da za nas bi bilo dobro, tako težko naredimo. In s tem skozi razlago in skozi vaje omogočil sodelujočim, da se bolje čutijo, da znajo bolje opisati, določiti, zakaj se tako počutijo in da v bistvu skozi višjo integriranost agresivnosti v osebnostno strukturo dosežejo boljšo sposobnost pogajanja, boljšo sposobnost, da rečejo ne in s tem v bistvu lažje rešujejo probleme ali pa se izognejo reševanju problemov, ki niso njihovi.